Marjetko Kidrič o njenem delu, karierni poti in pa seveda tudi o njenih starših, Borisu in Zdenki Kidrič. Vemo, da je bil Boris Kidrič med drugim 5. maja 1945 v Ajdovščini izvoljen za prvega predsednika Narodne vlade Slovenije. Gospa Marjetka, kakšna je vaša osebna zgodba? Moja osebna zgodba je seveda neprimerno manj razburljiva, kot je bila zgodba mojih staršev, zlasti mojega očeta, pa tudi moje mame. Rojena sem bila v Ljubljani, kmalu po koncu druge svetovne vojne. Ko sem bila stara približno 1 leto pa pol, so me pa odnesli v Beograd, oziroma sem se skupaj z mamo in starejšo sestro preselila v Beograd, kjer je oče že od 1946. leta delal najprej kot minister za industrijo v zvezni vladi, potem pa kot predsednik Zvezne planske komisije in gospodarskega sveta Jugoslavije. To je bilo takrat čisto drugače, kot je bilo po vojni. Popolnoma drugače, kot je bilo potem v 60., 70. in 80. letih. Po vojni so se namreč celotne družine Slovencev, ki so delali v Beogradu v takšnih ali drugačnih službah, preselile v Beograd. Potem se je pa ta praksa nehala nekje 60. let, 70., ko so se pač tisti, ki so bili zaposleni v Beogradu, v ponedeljek peljali v Beograd, v petek so se pa peljali nazaj v Slovenijo. Tako kot je nekdo zadnjič rekel, to delajo sedaj z Brusljem. Jaz mislim, da je ta izkušnja naša, otrok, ki smo se takrat preselili vsi skupaj, bila zelo dobra in zelo koristna. In mislim, da je tista praksa nam prinesla eno veliko širino in eno veliko boljše razumevanje vsega, ljudi, življenja in razmer v drugih delih Jugoslavije. Torej nismo bili nekako zaprti v tej naši sicer zelo lepi domovini, in smo nekako uspeli videti tudi drugačne svetove, če lahko tako rečem. Po izobrazbi sem nekakšne vrste biokemičarka. Pravim, da nekakšne vrste zato, ker v tistih časih na nobeni, ne v Ljubljani, ne v Beogradu, ni bilo univerzitetnega študijskega programa biokemija. Jaz sem pa že od rane mladosti na nek način bila zaljubljena v neke vrste biokemijo. Jaz to seveda takrat nisem tako znala definirati, ampak v raziskave kemičnih procesov v živih organizmih. In potem sem se odločila, da je najboljše, da prvo vpišem kemijo, ker sem mislila, da je najbolj pomembno za dejansko razumevanje procesov v živih organizmih, v živih celicah, dobro poznavanje kemije, dobro kemijskih lastnosti substanc, ki sestavljajo žive organizme, in tudi njihovo reaktivnost in procese, ki se odvijajo. No, potem sem diplomirala iz kemije, naredila tudi magistraturo, ampak magistratura je bila nekaj iz, bi rekla, kemije naravnih substanc. Jaz sem pa dejansko želela raziskovati na področju biokemije in sem ugotovila, da mi manjka določeno znanje iz biologije, zlasti fiziologije. In takrat so ravno v Beogradu formirali na fakulteti za biologijo študij molekularne biologije. In sem se res vpisala še na to, tako da sem na koncu tudi diplomirala kot molekularni biolog. No, po doktoratu sem še
opravila postdoktorske študije v Parizu in mogoče bi še to omenila, da so me takrat povabili, da pridem za eno leto pa pol na Univerzo Pariz 7, na Jussieu, kot pridruženi docent. Tako da sem morala iti čez vse tiste proceduro volitve. No, so me sprejeli in jaz sem na to pristala. Seveda je bilo zelo zanimivo. Mene je pa še nekaj drugega vleklo in to je bilo dejstvo, da so v tem istem pariškem kvartu, kjer je bila ta Univerza Pariz 7, pred drugo svetovno vojno kot politična emigranta sta prebivala moja starša. Tako da se mi je nekako zelo zdelo fino in zanimivo, da hodim po tistih istih ulicah, da grem na metro, na postaji, ki jo je moja mama velikokrat omenila, kadar je o tistih časih pripovedovala. Delala sem pa kot raziskovalka na področju biokemije, predvsem na področju rastlinske biokemije in tudi več kot 20 let, skoraj 25 let kot pedagoška delavka, da tako rečem, oziroma asistentka in potem učiteljica na univerzi. Spominov imam seveda zelo veliko na vsa ta leta. Jaz bi mogoče želela izpostaviti samo nekaj utrinkov in to zaradi tega, ker se mi zdi, da bi bilo tistem, ki jih zanima življenje, kakšno je bilo življenje v nekdanji Jugoslaviji oziroma v socialistični Jugoslaviji in pa tudi mogoče kakšnemu zgodovinarju to bilo zanimivo. Prva stvar, ki bi jo rada povedala, je, da je takrat v Beogradu, rada bi pa še to poudarila, govorim o odnosu in o tem, kar sem jaz doživljala v odnosu z ljudmi, ki niso imeli stika, ki niso bili angažirani v politiki. Torej o tako imenovanih običajnih ljudeh, o slehernikih. To je ena stvar. Druga stvar je, da govorim predvsem o času do Titove smrti in mogoče rahlo potem. Torej ne govorim o tistem, ko se je Jugoslavija začela razpadati in ko je potem v Srbiji prevladal nacionalizem, ne, kot v mnogih drugih delih nekdajne socialistične Jugoslavije. Najprej bi rada povedala, da so takrat, ko sem se jaz šolala v Beogradu in šla sem in v osnovno šolo in do konca osemletke in v gimnazijo v Beogradu, dokončala vse te šole v Beogradu, so teh sleherniki, ne, moji sošolci, moji profesori in tako naprej, sosedje, silno cenili Slovenijo. In moram reči tudi Slovence. Nekako v šoli so slovenski šolarji veljali za tiste zelo delavne, zelo ambiciozne, zelo pridne, zelo urejene. Slovenijo so vsi gledali nekako navzgor, kot veliko bolj civilizirano kot drugi deli Jugoslavije, veliko bolj tehnično napredno in tako naprej. Edino, kar sem pri teh slehernikih zasledila, je bilo, da so tisti, ki so imeli priliko potovati, v bistvu sodelovati s Slovenci, ne samo potovati kot turisti, da so tisti čutili malo preveč zaprtosti slovenske in nekako, da so omenjali, da so Slovenci precej hladni, pa da se težko odprejo, pa da jih ne povabijo recimo na kakšen razgovor ob kavici ali pa pijači in tako naprej.
Torej, to je edina pripomba, ki se je spomnim iz tistih časov. Slovensko kulturo in umetnost so tudi izredno cenili in rada bi pa predvsem poudarila, da tudi literaturo. Naj povem, da je osnovna šola in potem oziroma osemletka bila poimenovana, v katero sem jaz hodila, poimenovana po Francetu Prešernu. Torej, jaz sem hodila v šolo v Beogradu, v osemletko Franceta Prešerna. Ne vem, koliko je bilo takrat v Ljubljani šol z imeni srbskih ali pa črnogorskih in tako naprej pisateljev. Ampak vsekakor je to ena zanimivost. Potem bi rada povedala, da sem jaz že v osnovni šoli morala na šolskih prireditvah, pa celo nekaj na radiju, recitirati poezijo Franceta Prešerna. Takrat nisem bila prav preveč navdušena nad tem, mislim, ker sem zelo rada imela Prešerna in doma, glede na starega očeta, ki se je s Prešernom veliko ukvarjal, so mi kot otroku pred spanjem recitirali Prešernovo poezijo, ampak me je bilo strah, pa nekako, kako bom jaz to spravila in da bom na korekten način predstavila Prešerna po slovensko. V gimnaziji smo pa sploh relativno zelo veliko obravnavali slovensko literaturo. Omenili smo Trubarja recimo, potem Maškerca, tega se zelo dobro spomnim, potem Gregorčiča. Seveda smo največ predelavali Prešerna in Cankarja. Ampak imeli smo pa tudi eno učno uro posvečeno slovenski moderni. In smo pol seveda tudi Župančiča imeli na dnevnem redu. V Sloveniji mi sploh niso verjeli, da je to tako. Ker prepričanje je bilo, da je v Srbiji pač en velik unitarizem, in da oni želijo samo srbsko literaturo, srbsko kulturo in uriniti v učni načrt. In dobro se spomnim, ker sva bili z mamo enkrat na obisku pri Vladotu Kozaku, Ladlcu, oziroma znamenitemu Dizmi, tudi iz Kozbekovih dnevnikov, ki je, če samo omenim, imel odločilni mogoče vpliv na očeta, da se je začel zanimati za marksistično literaturo in sploh za komunističen pokret. In smo takrat se pogovarjali o tistih skupnih osnovah, ne vem, kako se je to že imenovalo, jedra, o skupnih jedrih, ki so seveda v Sloveniji ta ideja zbudila en zelo velik odpor. Sem jaz Ladlcu razlagala, da sem jaz v Beogradu v šoli se zelo veliko učila o slovenskih književnikih, pisateljnih, pesnikih. Mi sploh ni mogel verjeti. Tako da, torej v tistih časih je bilo v Beogradu, je bila prisotna ena velika širina in mi smo dejansko se učili v šoli o vsej jugoslovanski literaturi, to ne samo o slovenski, seveda tudi o črnogorski, bosanski, hrvaški, o hrvaški literaturi zelo veliko. Seveda je v ospredju bila srbska literatura, ampak to ne pomeni pa, da je bila samo srbska, daleč od tega. Tukaj v Sloveniji je bilo res veliko predsodkov. Ena anekdota ali pa ilustracija tega. Jaz sem
se vpisala na kemijo v Ljubljani, na fakulteti za kemijo. In sem 1 leto študirala tukaj. Potem sem pa iz različnih razlogov sem se odločila, da se vrnem v Beograd. Med ostalim tudi seveda zaradi ljubezenskih problemov oziroma težav. In ko sem prišla na dekanat, prositi za izpis in za vse tiste dokumente, me je uradnica vprašala, zakaj se pa želim izpisati. In sem naivno rekla, ja, zato, ker bi rada šla študirati v Beograd. In me je popolnoma zaprepadeno pogledala in rekla, ja, zakaj pa v Beograd? Saj ste ja dobra študentka. Ker takrat je očitno, pa še pred vojno in po vojni tudi veljalo, da v Beograd grejo samo falirani študentje, ker je v Beogradu raven univerzitetnega študija neprimerno nižja. Kar seveda ni bilo res, ne. Težko je primerjati posamezne fakultete, ampak tudi nima smisla. Ampak v nobenem primeru ne moremo reči, da je študij bil kakorkoli lažji oziroma na nižjem nivoju. Nekatere fakultete so bile pa resnično znane kot zelo dobre. Mislim, da je bila fakulteta za elektrotehniko zelo cenjena tudi v Evropi. No, to je en segment, ki sem želela povedati. Potem sem hotela povedati tudi nekaj o tem, kako sem se na zelo enostaven način in brez kakršnega koli stresa zaposlila. Ko sem diplomirala na kemiji v Beogradu in začela sem se vpisala na magistraturo, kot sem že omenila, in potem so me moji profesorji so mi predlagali, da se prijavim na natečaj za asistenta na kemiji. Takrat je bil še oddelek za kemijo prirodoslovno-matematične fakultete, potem so pa, ker je to bila zelo, zelo velika fakulteta, zlasti v primerjavi z ljubljanskimi razmerami, potem so pa te oddelki prerasli v posebne fakultete, ki so bile združene v prirodoslovno-matematične fakultete, tako se je imenovalo. No in jaz sem se prijavila na ta natečaj in me sploh niti zanimalo, kako se je bilo cela stvar iztekla, zaradi tega, ker sem vedela, da če tukaj ne bom dobila službe, jo bom pa kje drugje. In to brez velikih problemov. In to ne samo jaz, ampak vsi moji kolege, sošolci, sploh nismo živeli v takšnem stresu, ker v tistih časih je mladim bilo res veliko, veliko lažje. Jaz to vedno, včasih se je govorilo mladim, ja, kako je nam bilo težko, vi imate zdaj vse. To se je pa zdaj čisto spremenilo, ne. In jaz se čutim tako privilegirano, če pomislim, kako se danes počutijo mladi, ko dokončajo šolanje in ko iščejo službe. No, in čez nekaj časa so me enostavno obvestili, da sem bila izvoljena za asistentko, in šele po mnogih, mnogih letih sem enkrat šla tako iz Ferbca v arhive fakultete pogledati, kako je ta proces izvolitve asistentov sploh potekal. In sem ugotovila, da nas je bilo 12 prijavljenih, da je komisija pač nekaj tam predlagala 4, enostavno so naredili vrstni red, pod številko 4 so črto potegnili. Ta vrstni red je bil predvsem na osnovi učnega uspeha, pa nekih najbrž ocen, koliko smo primerni za delo študenti, in potem je volitev proces šel naprej in smo bili izvoljeni na
senatu ali ne vem, kje že. In še to bi rada povedala, da med temi 4, ki smo bili izvoljeni, je en bil Madžar, ki celo je govoril pravilno srbščino, ampak s precejšnjim naglasom, en je bil Hrvat, jaz sem bila Slovenka in samo en je bil Srb. Rada bi povedala, da sem živela v enem zelo sproščenem okolju, da nikoli nisem čutila tega, da sem nekaj drugačnega, ker sem Slovenka, v enem okolju z eno relativno zelo veliko širino. No in ta zadnja stvar, ki bi jo omenila, je pa to, da ta moja politična provenienca, ne, da sem hčerka pač pomembnega komunističnega voditelja, tudi ni bila noben problem. Zakaj bi bila lahko problem? Zato, ker je splet okoliščin bil tak, da so vsi profesorji, tako rekoč vsi, in tudi mogoče docenti, skratka ves učiteljski kader, bili iz nekdanjih dobro stoječih meščanskih družin, bodisi iz Beograda, bodisi iz Zemuna, ki je takoj preko reke, na drugi strani reke, in čeprav je en dober del zgodovine bil v Avstro-Ogrski, ne, Beograd pa v Srbiji. Torej, ta milje je bil popolnoma meščanski. Jaz bi samo ena majhna ilustracija, jaz sem svojemu mentorju vedno govorila gospod profesor. V tistih časih, ne, jaz sem študirala torej 64, 65, ne, recimo leta. Gospod profesor, in to mi je bilo, se mi je zdelo popolnoma normalno. Torej, nisem čutila absolutno nikakršnega odpora z njihove strani, nikakršne animozitete, ker veste, tudi če mogoče ne bi pokazali, ne, nekdo bo rekel, ja, so se bali. To, ko sem jaz študirala, je minilo že 15 let in več od smrti očeta, ne, in moja družina v tem političnem smislu ni pomenila razen v spominih nič več. Torej, ni bilo nobenega razloga, da bi se kaj bal ali pa karkoli. Ampak človek tudi čuti, ne, če ima nekdo nek odpor do tebe, neko, in tega absolutno ni bilo. Seveda nobeden od njih ni bil v partiji, ena edina profesorica je bila v partiji takrat. No, in tudi to je en dokaz ene širine in ene velike civiliziranosti, v kateri sem preživljala svoja mlada leta. Seveda pa moram reči, ne, da to nikakor ne pomeni, da je tako bilo tudi na ostalih fakultetah, ne. Jaz govorim o tem, kar sem sama doživljala. Tudi ko se je začel ta nacionalizem, ne, in ko je Milošević nastopil, se na moji fakulteti ni nič spremenilo, na tej fakulteti za kemijo. In moram reči, da smo bili zelo odprti do vseh tistih protestov, ne, in je celo vodstvo dovoljevalo, da so v velikem amfiteatru študentje imeli svoje protestna zborovanja, ne. Sploh je večina, oziroma kar precejšnja večina akademikov iz področja naravoslovja ni bila nacionalistično razpoložena in ni podpirala Miloševića, za razliko seveda od mnogih družboslovnih in tudi kulturniških krogov. Seveda so tudi tukaj bile razlike, izjeme. Ena zelo žalostna je bil profesor Kanazir,
ki je bil tudi moj profesor na molekularni biologiji in je takrat bil predsednik Srbske akademije znanosti in umetnosti. No in na koncu naj povem celo, da sem pri teh profesorjih iz tega meščanskega miljeja doživela tudi, da so večkrat izrekli, rekla bi, spoštovanje delovanja mojega očeta v znanosti. In so mi povedali, da zelo cenijo tisto, kar je on naredil za razvoj znanosti v Jugoslaviji in tudi v Srbiji. No in jaz sem prišla v Slovenijo, sem se preselila, meni se zdi tam nekje 93. leta, 92., 93. In sicer zaradi tega, predvsem zaradi tega, ker je komunikacija med Ljubljano in Beogradom postala praktično nemogoča. Takrat so srbski uporniki pretrgali vse, tudi avtocesto in železniške proge nekje med Zagrebom in Beogradom in Okučani, znameniti iz tistih časov. Torej, jaz sem potovala preko Madžarske, včasih tudi preko Avstrije, bilo je zelo komplicirano, dolgo in tudi telefonske zveze so bile večkrat prekinjene za dalj časa. Mama je pa že bila v letih in živela je seveda v Ljubljani, kamor je šla po upokojitvi. In zato sem res čutila, da moram priti nazaj. In moram pa, torej, takoj nisem dobila službe, trajalo je več mesecev, da sem nekako našla službo in se končno zaposlila na Inštitutu Jožef Stefan. In med tem iskanjem službe mi je nekdo predlagal, da se oprem na politične probleme, ki sem jih kot Slovenka in taka imela v Beogradu, in da sem zaradi tega morala zapustiti Beograd in da sem zdaj zaradi tega brezposelna. Jaz sem to odbila. Enostavno to ni bilo res. In tam, kjer sem jaz delala, sem bila vedno dobro sprejeta in ene take laži, tudi po ceno zaposlitve, nisem mogla reči. To je približno tisto, kar seveda je še ogromno drugih podrobnosti. No, naj še to povem, da v tistih časih v Beogradu, tudi ko je nastopil Milošević, nikoli nisem zasledila kakšnih nizkotnih, malicioznih, zlobnih napadov na očeta. Tisto, kar je bilo prisotno, so pa bile pripombe, pa recimo članki, pa tudi na Srbski akademiji, kjer so akademiki, mnogi ki so podpirali Miloševića in ki so zelo vodili to nacionalistično politiko, oni so obtoževali očeta, da je takrat, ko je bil odgovoren za celotno gospodarstvo v Jugoslaviji, zelo forsiral Slovenijo in razvoj Slovenije. In šli so celo tako daleč, so rekli, da je demontiral razne industrijske fabrike in tako naprej in vse mašine
transportiral v Slovenijo in da je na ta račun nastal tam Litostroj in še mnoge druge industrije v Sloveniji. Torej, to je bil fokus, ne, napada takrat. Ampak moram reči, da je to vse bilo na določen način dostojno, ne, in seveda ni bilo točno, daleč od tega, da bi vse bilo točno. Je res, ne, da je oče smatral, da se industrija lažje razvija v Sloveniji, zato ker je podstat v Sloveniji tradicija bila neprimerno večja, kot je bila drugod v Jugoslaviji. Ampak jaz seveda o tem ne morem govoriti, nisem za to meritorna. Zato je bilo za mene precej šokantno, ko sem prišla v Slovenijo in ko sem kmalu v 90-ih letih zasledila take, bi rekla, grozne napade, ampak nizkotne napade na očeta, polne zlobe, ne argumentov, ne argumentirane, popolnoma zastopam, zlasti zato, ker sem se ukvarjala z znanostjo, da se marsikaj, ne, v pogledih in delovanjih mojega očeta lahko postavi pod vprašaj in lahko debatira, ne. Vendar jaz ne govorim o tem, ne, govorim o tako nizki ravni napadov, ne, govorim o tem, ne, da so enkrat na mesto njegove doprsnega kipa v Kidričevu na steber dali svinjsko glavo, kar me je pol spomnilo na zdaj spomnilo na svinjske glave pred džamijo v Ljubljani. To je tisto, ne, kar je pa bilo šokantno, ne. Tega takrat, ko sem jaz bila v Beogradu, nikoli nisem doživela. Tudi na začetku 90-ih let. To, mogoče zdajle sem se spomnila samo še, da tisto v šolah, ko smo bili, ni bilo čisto idilično, je dejstvo, in to se je meni takrat, se mi ni zdelo pametno ali pa v redu, da so v slovenskih šolah, ne vem koliko let, par let, je bil obvezen pouk srbo-hrvaščine. V šolah na področju srbo-hrvaškega jezika se pa niso učili oziroma se nismo učili nobenega ne slovenščine, ne makedonščine. To se pa meni takrat ni zdelo prav. In sem že takrat mislila, da bi bilo veliko bolj boljše, ne, če bi da bi pa mi, ne, v Beogradu recimo imeli možnost izbirati med poukom slovenščine ali pa makedonščine in povsod drugje po Jugoslaviji. To je moje tisto, zdaj smo pa nekako itak prišli do mojega očeta oziroma do mojih spominov na očeta, ki so mogoče zanimive ali pa relevantne za tiste, ki jih tisti čas zanima.